Kaj pa, če je bila to ljubezen? Moje ime je Aleksandar in to coaching vprašanje je vprašanje refleksije za stvari, ki so se vam zgodile v življenju. Za stvari, ki so se vam zgodile in ste mogoče jezni, da so se zgodile, razočarani. Si postavljate napačno vprašanje. Vprašanje, ki vam ne koristi. Velikokrat, ko smo na preizkušnjah, ko so življenje ali pa dogodke v življenju tako nastrojeni, da dobimo nekaj, kar si ne želimo, se dostikrat vprašamo, zakaj lih meni, zakaj je v tem trenutku, kaj sem naredila, kako so ljudje lahko takšni. In vedno znova, ko si boste postavili negativno vprašanje, ko si boste postavili vprašanje, ki je že samo po sebi usmerjeno v negativno smer, boste dobili negativen odgovor. Kvaliteta vaših odgovorov je odvisna od kvalitete vaših vprašanj. Tudi zaradi tega naše študente coachinga učimo, kako postavljati dobra vprašanja, kako ta vprašanja ustrezno strukturirati v neko zaporedje, da bodo ljudje na koncu delali transformacije, preboje, premike, da se bodo premikali v pravo smer. In namen današnjega vprašanja je seveda ta, da boste, ko boste začutili, da se je nekaj v življenju zgodilo in niste bili navdušeni, vendar veste, da ste zaradi tistega, kar se je zgodilo, zrasli. Vendar veste, da ste zaradi tega postali močnejši, da ste se zaradi tega v resnici končno začeli spreminjati. Potem se mogoče vprašajte to vprašanje, ki v resnici vam prinaša nekoliko drugačno smer razmišljanja. Kaj pa, če je bila to ljubezen? Kaj pa, če je bil to Bog, ki hoče, da se spremenim, ki hoče, da se prebudim? Kaj pa, če je bil to tisti klic, ki ga čakam in ga odvračam in se mu ne odzovem? In danes imajo ljudje življenje, ki ni njihovo življenje. Grejo skozi življenje kot opazovalci, grejo skozi življenje kot ljudje, ki v resnici niso aktivni, niso pozorni, niso fokusirani, niso živi, spijo, so v transu. In zato je taki wake-up call ali pa taka budnica koristna. Jaz vem, da ko sem pred 17 leti končal v bolnici, po spletu cel kup izzivov v mojem življenju in sem iskal potem pomoč. Jaz vem, da sem ta klic že prej slišal. Jaz vem, da sem že prej slišal, da je Aleksandar spremeni nekaj v svojem življenju. Tako, ko živiš, ni zdravo za tvoje telo, ni zdravo za življenje, ni zdravo, ker nisi tukaj, nisi živ, ne daješ tega, kar imaš v sebi ven. In potem je tako, da v življenju nam zvoni. Ljubezen nas kliče. Življenje nas vabi. Ljubezen, ki smo jo že imeli ob rojstvu in smo jo čutili ob rojstvu. Kajti vsak otrok, ki se rodi na ta planet, v to življenje, je čudež. Če pomislite, iz ene male pikice nastane telo, ki je zdaj povsem drugačnih dimenzij. Ja. In ko pomislite na ta čudež, na ta čudež življenja, veste, da takrat ste bili in ste še vedno del te velike ljubezni. Vendar vmes velikokrat ljudje izgubijo stik. Ljudje izgubimo stik. In mislimo, da znamo vse, da vemo vse, da nič ne rabimo, da smo najbolj pametni, da smo gospodarji svoja življenja, da lahko delamo, kar hočemo. In najbolj pomembna stvar, izgubimo stik sami s sabo, z ljubeznijo, ki je v nas.
In potem se zgodi tisti klic. In ta klic bo prišel. Zapomnite si, če se boste odzvali temu klicu sedaj, oziroma ko je še tih, bo tako prijazno in tiho vstopil v vaše življenje in boste takoj postali spet nazaj to, kar ste bili na začetku, del ljubezni. Če se boste tej ljubezni upirali, bo klic postal bolj glasen. In ko bo postal bolj glasen, boste prej rekli, v redu je. Kako lahko služim ljudem? Kako lahko služim življenju? Kako lahko naredim nekaj dobrega? In potem bo šlo vaše življenje v popolnoma drugo smer. In danes ljudje imajo ta izziv, ker se niti ne zavedajo, da s tem, ko so v negativnem čustvenem stanju, ko živijo življenje, ki si ga ne želijo živeti, ko na nek način plavajo proti toku, da takrat v vseh tistih negativnih čustvenih stanjih se upirajo ljubezni, se upirajo življenju. Ne delajte tega. Dovolj je bilo. Dovolite, da ljubezen vstopi v vaše življenje. Kako boste vedeli, da ste del ljubezni? Boste vedeli tako, da živite to, kar čutite, da je prav. Vaše telo vam sporoča. Kadarkoli ste v stiku z naravo in čutite, da ste povezani z naravo, je to ljubezen. Kadarkoli počnete nekaj, kar vas izpopolnjuje, je to ljubezen. Kadarkoli ste z ljudmi, ki jih imate radi, je to ljubezen. Kadarkoli ste na sprehodu, se gibate, poslušate glasbo, je to ljubezen. Ljubezen ima toliko različnih oblik in načinov. In to je to, kar vi mislite, da je bila kazen, to je to, kar vi mislite, da mogoče je bila preizkušnja, ki jo niste hoteli in niste rabili, je bila ljubezen. In danes vas ta ljubezen kliče, da ste srečni, nič več, kot do konca življenja. Bodite srečni, če je to sporočilo oziroma to coaching vprašanje se vas dotaknilo, bom hvaležen, če boste klikali na like, všečkali, če boste delili, komentirali. Hvala, ker ste, hvala, ker imam to čast in veselje, da sem skupaj z vami, da sem del vašega življenja, da ste vi del moje mastermind družine, da smo povezani in da predstavljamo nekaj, kar je v resnici enost. Ti in jaz in vi smo eno. Imamo drugačno telo, imamo mogoče drugačno realnost okrog sebe, pa na koncu smo povezani. In ko delate dobro drugim, delate dobro sebi. Ne pozabite tega, kajti vedno znova boste najbolj začutili ljubezen takrat, ko boste vaše življenje posvetili služenju. Ko boste vaše življenje posvetili temu, da boste se zavedali, da je vse ljubezen. Kakorkoli boste pogledali in boste videli drevesa, ki morda niso popolna, boste videli ljudi, ki so različnih dimenzij in oblik, kadarkoli boste pogledali v ogledalo, bi rad, da vidite ljubezen. Kajti tako ko izgledate, tako ko zvenite, ne morete biti nič drugega kot del velike ljubezni. Kot vsak človek, kot vsako živo bitje, kot vsaka rastlina, drevo, kot sonce, nebo, zemlja, smo vsi skupaj del ljubezni. Danes je bilo mogoče drugačno coaching vprašanje, upam, da je bilo simpatično, iz drugačnega stanja. Ravno zdaj smo bili v transu z čudovito skupino NLP bodočih praktikov in iz tega transa je prišlo tudi to coaching vprašanje. Tako da, bodite zdravi, všečkajte, delite, komentirajte, pomagajte mi, pomagajte večjemu številu ljudi. Če se vas je to coaching vprašanje dotaknilo, če mislite, da je rabi še uslišati, je vse, kar vas prosim, da naredite, da kliknete na like, comment, share. Ali pa share, comment, like. Hvala, še enkrat hvala, ostanite zdravi, ostanite pozitivni. Zdaj pa kliknite like, comment, share.
Hvala lepa.